Lep pozdrav vsem, hvala gospe Barbari za povabilo. No. Jaz sem Timo Zupanc, sem študiral v medicino v Beogradu in profesor Milovanovič je bil moj mentor za diplomo. Tema diploma je bila MECFS, v bistvu kot nek pregled področja, patofiziologija, simptomi in tako naprej, zdravljenje, diagnostika, da se ne ukvarja. Zdaj se en mogoče, če ste že bili v Beogradu na simpoziju, sem že malo predstavil, da bom pa nekaj podobnega, mogoče malo citiramo. Kratka, kaj je MECFS? To je pač ena zelo kompleksna multisistemska bolezen, ki je predvsem zelo še neznana normalnim delom, pa tudi zdravnikom. Veliko zdravnikov se redko srečava s tem. Ima ogromno simptomov, te simptomi se lahko manj hudi, bolj hudi, lahko se križajo, noben človek imaš istih simptomov. Predvsem pa ni enega zanesljivega diagnostičnega markerja, oziroma nekrvnega markerja, da bi lahko nekomu naredili test in bi zagotovo se rekel, da ima on to bolezen. Verjetno tudi vsi vi veste, da vsi te standardni testi, na katere so vsi zdravniki, so normalni, nobenih vsopanji, in potem to seveda vse vodi do kroženja med različnimi specialisti, dolgega časa do diagnoze, vplivate napačne diagnoze, kot je že gospa Barbara povedala, razne fibromyalgije, FND in pa tako, da diagnosticiraš, ko ne veš pa vedeti. Predvsem pa zdravljenje ni učinkovito, ker obstajajo neki načini zdravljenja. Ti lahko to zdraviš ene dele te bolezni, ampak če ne postaviš diagnoze, kako pa še zdravljenje počneš. Eno ime, ki se ga dajo tej bolezni, je bolezen tisočih imen, ker čez zgodovino se je pojavljalo več nekih izbruhov nekih podobnih bolezni, naprimer v leta 34 po Los Angelesu so rekli temu atipični poliomielitis, ker so bili nekaj zelo podobni poliomielitisu. Potem, naprimer, v Nevadi so rekli kronični Epstein-Barr, Epstein-Barr bolezen, že takrat so opazili neko povezavo z Epstein-Barr virusom. Prvič so pa to pomenovali sindrom kronične utrujenosti leta 88, Američani, definicija njihovega Center for Disease Control. Je pa tako, da tukaj sta te dve mini bolezni, ki jih uporabljamo, na eni strani sindrom kronične utrujenosti, se sam po sebi ne sliši to podobno, to je kot nekaj, kar s čimer se vsi spopadamo, zato so pa potem zraven dodali še mialgični encefalomielitis, to je pa ena taka malo bolj komplicirana zadeva, ki če to poveš enemu zdravniku, je pa mogoče resno vzame, zato teh dve imeni. Sama prevalenca bolezni je tam nekje med 0,2 do 2%, to so zdaj podatki iz leta 2000, zdaj so verjetno malo drugačni, predvsem s covidom, po moje to bližje višji stopni. Predvsem je važen ta podatek v Ameriki, po raziskavah je med 85 pa 90% ljudi s to boleznijo v bistvu še ne diagnosticirani. Zdaj jih še niso diagnosticirali. Bolj pogosta je v ženskah, 3-4 bolj pogosta pri ženskah. Najbolj pomeni povprečna starost, ki pa je 33 let, ker pomeni, da to je v bistvu večinoma bolezen mladih ljudi, to so mladi sposobni ljudje, delovni in ki zelo prizadane. Ko se tiče etiologije, patofiziologije, najprej seveda obstaja ena genetska predispozicija, to je dokazano, moraš imeti neko genetsko predispozicijo pri vseh nekih takih boleznih. Zelo pomemben je potem en sprožilni dogodek, to je skoraj vedno vsak pacient s MECFS opaža, da ima nek dogodek na začetku, nek velik stres ali psihični, ali kakšna infekcija, predvsem kakih herpes virusi, tudi nosečnost pri ženskah. In res ta sprožilni dogodek lahko vsak skoraj identificira, da se je to začelo. Potem za tem sprožilnim dogodkom sledi en imunski odgovor na to infekcijo, na ta stres. Ta imunski odgovor je nepravilen, oziroma pride do neke napake v imunskem odgovoru, kar pa potem vodi do, kot bom povedal, do nekega stanja ene nizkostopenskega vnetja v bistvu v celotnem telesu, vključno z oksidativnim stresom. To oksidativni stres potem povzroča
škodo oziroma škoduje razne sisteme, mitohondrije, možganske celice, neuroendokrine celice in predvsem pa avtonomni živčni sistem. Infekcija seveda. Pacienti se običajno na začetku bolezni javljajo z nekimi simptomi podobnimi infekcije, večene bezgavke, suho grlo in tako naprej. Tukaj so predvsem herpes virusi, Epstein-Barr, citomegalovirus, varicella zoster, pa seveda tudi druge, Coxsackie je en tak velik, mikoplazma, tudi pa seveda COVID. Je pa bolj kot ta primarna infekcija, pa važna pri MCFS-u te sekundarne oziroma reaktivacije virusov. Ker herpes virusi, ko si ti enkrat herpes virus, recimo virus noric ali pa Epstein-Barr, ta virus ostane v tvojem telesu doživljenjsko. Oni so počivajo v ganglionih, to so v ganglionih pri hrbtenjači. In ko imaš ti nizko, ko je tvoj imunski sistem v bistvu zelo šibek, se ti virusi potem reaktivirajo. In to je neko stanje, do katerega pride ti MCFS, da pride do reaktivacije teh virusov. Najhujši tukaj je seveda Epstein-Barr, pa tudi drugih herpes virus. No, in potem ta imunski odgovor na ta stres je ponavadi konstanten, nek abnormalen in pretiran. Zaradi zdaj ne bom tukaj več govoril o imunskem sistemu, ampak tukaj sta dva dela imunskega sistema sta tukaj poškodovana oziroma okvarjena. Najprej je nizka aktivnost tako imenovanih NK celic, naravnih celic ubijak, ki so nekako del imunskega sistema, ki je prva obramba v telesu pred infekcijami, v bistvu sposobne prve celice, ki ujamljajo infekcijo še v začetnem delu, preden potem jih limfociti uničijo. One predvsem skrbijo za uničujejo tumorje in preprečujejo reaktivacije latentnih virusov. In v MCFS pacientih je dokazana ne nizko število teh celic, ampak nizka aktivnost. Kar seveda vodi do zmanjšane sposobnosti telesa, da bi ustavil to infekcijo. Drugo je pa kronična aktivacija imunskega sistema, ki je pa isto dokazano v MCFS pacientih, je pa povečane ravni oziroma ne niti ravni, ampak v bistvu povezave med temi citokini. To so ene molekule, ki v bistvu aktivirajo različne dele imunskega sistema in te povezave temi molekulami, one so v bistvu neki kaskadi aktivirajo, so v MCFS pacientih popolnoma porušene, kar pomeni, je tukaj v bistvu potem neka kronična aktivnost imunskega sistema. Vaš imunski sistem je skozi aktiven na neki stopnji in nekako ne more se deaktivirati. Zato tudi dosti pacientov reče, da se boljš počuti, ko preboleva nek infekt. Recimo MCFS pacient, ko se prehladi, se tisti čas prehlada počuti boljš, ker takrat je imunski sistem spet nekako v nekem ravnotežju. No in to potem vodi do neke, bom rekel, nizke stopnje vnetja v telesu. Ta nizka stopnja vnetja seveda povečuje oksidativni stres, potem se formirajo zlosti radikali, to so ene celice, to so v bistvu ene molekule, ki uničujejo membrane celic v telesu, poleg tega imajo pa še te pacienti nizko kapaciteto antioksidantov, da to tudi v bistvu ni to zdravo nekako antioksidanti. In te prosti radikali, poleg že samega začetnega vnetja, poškodujejo predvsem možganske celice, neuroendokrine celice in pa mitohondrije, kjer se pa v bistvu te prosti radikali se tam proizvajajo. Tako so to tudi najbolj susceptibilni s prostimi radikali. Potem se uničujejo membrane mitohondrijev, kar vodi do zmanjšane energije, zmanjšanega ATP-ja, to je tudi vse dokazano v bistvu v teh pacientih. Simptomov je ogromno, je naštetih, jaz bom naštel samo teh par glavnih, seveda je pa noben pacient ima istih simptomov, predvsem v hujši pacienti imajo potem še razne simptome, ki so posebni za njih. Omenil bom pa simptomov, utrujenost, ko je imenovan post-exertional malaise, kako bi to slovenščino prevedlo, potem
se reče, poremećaji spanja, neurokognitivni simptomi, avtonomni simptomi, pa tudi bolečine. Grem kar na utrujenost. Utrujenost je prisotna v bistvu v 25% vseh bolezni. Ko gre pacient k osebnemu zdravniku, 25% je seveda prisotna neka utrujenost, ker to je tudi odgovor telesa na kakršnokoli bolezen. Je pa razlika v MCFS-u, da tukaj pa ta utrujenost drugačna, da je bolj intenzivna, dlje trajajoča, v bistvu te kar podre, ponavadi pravijo, da zmanjša nivo aktivnosti za več kot 50%, predvsem pa so tukaj dve stvari, da ta utrujenost ni posledica enega napora, pa tudi ne mine odpravljamo te utrujenosti z počitkom. Počitek ne bo odpravil te utrujenosti. To sta dve stvari, ki v bistvu opažamo v teh pacientih. Potem disfunkcija spanja, predvsem je to pravijo, pacienti pravijo, da se oni zbudijo že utrujeni, oziroma da se zbudijo, eno uro še lahko konzultirajo, potem pa da bi spet glavnoč. V velikih pacientih potem tudi odkrijejo disregulacijo raznih hormonov, te osi med hipotalamusom, hipofizo in nadledvično žlezo. To so tukaj neki testi, ki seveda jaz priporočil vsem pacientom, da opravijo hormone, predvsem kortizol. Kortizol, ko se zbudiš v velikih pacientih, potem odkrijejo lejonizem. Nekateri pa začnejo potem tudi razne primarne spalne bolezni, primer narkolepsija se tudi pojavijo pri takem pacientu. Pa tudi pacienti imajo čisto porušen cikl spanja. Recimo, veliko pacientov se počuti boljš zvečer, kot zjutraj, šele oni v bistvu potem ob 7 se počutijo povredno, pa prijemejo spati. Potem v začetni fazi bolezni, da veliko spijo, potem pa, ko se ta začetna faza bolezni mine, pa pride nespečnost, v bistvu pa premalo spijo. In tako nekako potem miha skupaj z boleznjo, te simptomi. Potem neurokognitivna disfunkcija, to je imenovan brain fog oziroma megla v glavi, težave s koncentracijo, težave z razmišljanjem, disorientacija, težave s spominom, težko procesirajo informacije. In kaj je tudi pomembno nekaj, da ta megla v glavi oziroma brain fog je v bistvu ponavadi še bolj, je v bistvu tista ta glavna stvar še bolj uničujoča za tega pacienta, kot pa sama utrujenost, ne fizična. Ker to že lahko nekako z mirovanjem miriš, ampak te mentalne utrujenosti, to je predvsem kar problem, zaradi tega te paciente ne morejo funkcionirati. Naslednje, da malo pišem tale ustek zršena vnavez, verjetno ste vsi slišali, to je prevod v slovenščini, bi bila v bistvu neka malaksenost po naporu. In to se zgodi, ko grejo te pacienti čez razne napore, pride do nekega zamaknjene utrujenosti, oziroma zamaknjenega tako imenovanega kreša. Temu nekako pravijo tudi bolezen v bolezni in to je pač tisti simptom, ki je zelo značilen za to bolezen, skoraj ena druga bolezen ga nima. Značilno je pa to, da je v bistvu se zgodi z zamikom po utrujenosti in pa zelo dolgo časa je potrebno da se upomoreš od tega. Greš na en sprehod ali pa greš odlaufati en kruh, vse čisto normalno, greš domov, se prideš normalno naslednji dan, enkrat popoldne, te pa kar poboži. Zdaj ne moraš pobrati en dan. In to nekako, če bi malo bolj, kakšni osebni zdravniki, to lahko prepoznamo pacientih, tudi recimo pacienti imajo problem, težko on prepozna to, zdaj, ker te pregledaš o temu, pa ti je jasno, ti ne opažaš, da ti si utrujen. Se sprašuješ, zakaj si utrujen en dan po naporu. Zato tudi v bistvu bi bilo fajn, da zdravniki malo pomagajo prepoznati kakšne simptome v pacientih. Evo, kaj pa to se profesor Milovanovič ukvarja, disfunkcija avtonomnega živčevja. V bistvu avtonomna živčevje je kot nek software našega organizma, deljen na dva sistema, na simpatetičen pa parasimpatetičen, in ta dva sistema sta ponavadi v nekem ravnotežju, uravnavata krvni pritisk, uravnavata v bistvu razno produkcijo hormonov, uravnavata absorpcijo v črevesju,
obnavljata recimo mehur in razne druge organe in možda biti v ravnovesju. Če pa pride do neravnovesja, pa seveda je tako imenovane disautonomije. To je ta kronična nizka stopnja vnetja v teh pacientih najprej napade avtonomno živčevje, ker je najbolj fino in zato tudi seveda se verjetno opažate, da pacientih ogromno etnogastrointestinalne simptome in nekaj take zadeve, pa težave s pritiskom, post in tako naprej. Ortostatska intoleranca, post je recimo ali pa ortostatska hipotenzija je en podkategorija ortostatske intolerance in ortostatska intoleranca je en tudi značilen simptom pri teh pacientih, v bistvu v 97%, če nekaj v 100% pacientih manj prisotno, vsaj nek nivo neke ortostatske intolerance. To pa ne pomeni samo post, ne pomeni samo post, pomeni posturalna ortostatska tahikardija, da oni recimo stojijo in se dvigne utripa, pa jim niha utripa, pa jim pade pritisk. Predvsem je tukaj tudi, da se vsi drugi simptomi poslabšajo, ko pacienti stojijo. Torej, poleg utrujenosti še občutek glave, sinkope, palpitacije, v bistvu vsi simptomi se poslabšajo, ko stojijo. Bolečina seveda, če smo že imeli fibromialgijo, ona je prisotna v 20-70% pacientih in ti pacienti, ki imajo fibromialgijo, so tukaj ta najhujši. To je zelo povezano z stopnjo funkcionalne nesposobenosti. Poleg same bolečine v mišicah, pa tudi pacienti opažajo simptome v bistvu kot neke gripe. Torej, konstantno, predvsem po nekem naporu opažajo suho grlo, da jim tečejo bezgavke. To nam tudi pove, da je neka infekcija v igri. Ostali simptomi pa alergije, naprimer ginekološki problemi pri ženskah, potem pri hujših pacientih tudi neka občutljivost na kakšne bolj stimuluse, na svetlobo, na zvok, ta najhujši pacienti ležijo cele dneve v eni temni sobi, tudi s pokritimi očmi. Potem sekundarne psihiatrične manifestacije, to je tudi zelo pogosto, ampak pomembno je tukaj, da mi ločimo kaj je primarna, pa kaj je sekundarna depresija. Da je depresija vzrok teh simptomov ali si ti depresiven zaradi te bolezni, ker to je seveda jasno. Zato tudi jaz mislim, da je fajn seveda, če najdeš nekega dobrega psihiatra, ker dobri psihiatri znajo ločiti med primarno, pa sekundarno psihoterapevtsko pa depresijo. In kakšni taki bi tudi tukaj vključili v obravnavo. Tukaj smo pa še počrtano povečana v bistvu propustnost črevesja, pa v zadnje čase smo verjeli temu, da tudi se veliko raziskuje, zato tudi dieta zelo pomaga pri teh pacientih, bo ena od intervencij, neka dieta brez glutena ali pa brez procesiranih sladkorjev, ker črevesje v teh pacientih je bolj propustno in v bistvu vse neke stvari, ki dodajo k tem vnetju, kot na primer gluten, črevesje spusti skozi v kri. In zato je prvih v bistvu intervencij za teh pacientih, da priporočamo neko dieto. Koliko to zdaj vpliva na življenje teh pacientov? Ogromno nekih anket pacientov, predvsem pacientov, ki so imeli več od teh bolezni. Naprimer, pacienti, ki so imeli MCFS pa AIDS, pa so recimo eno preboleli, pa so potem imeli drugo, ali pa recimo pacienti z rakom, so preboleli raka, pa so potem imeli MCFS, povejo, da MCFS je veliko hujša, kot sam vpliv na tvojo funkcionalnost, kot pa neke hude bolezni, naprimer razne reumatoidne bolezni, srčne bolezni, tudi rak. Zdaj je že kolegica povedala, da delimo pacienti v bistvu na 4 grupe, tukaj imam 3 grupe. Važno je vedeti, v bistvu samo 25% pacientov, samo 1/4 je v bistvu ta prva stopnja, ti lahko še delajo, lahko oddelajo normalno samo dan, seveda potem se morajo malo odpočiti, ampak oni lahko funkcionirajo normalno. Ostali pacienti, 75% pa ne morejo. Naprimer te srednje prizadeti pacienti, kar je 50%, oni
lahko delajo 4-3 ure na dan, potem pa seveda ne more več. Če ti pacijenti treba prepoznati, da se jim nekako skrajša delovnik in tako naprej. 25% pacijentov je pa zelo, je pa v bistvu hudo, pa šudih pacijentov, te so pa ponavadi priklinjeni na dom, ne morejo iz hiše, komaj se stuširajo, potem pa še nekaj del teh pacijentov, še 5% teh pacijentov je pa tisti, ki pa izpostne ne morejo ostati. Te so pa tisti, ki v bistvu noben sploh ne ve za niške, pa še morajo biti zaklekati. Prognoza je tako, načeloma je bilo tako, da prognoza, kar se tiče same ozdravitve, je bila po raziskavah dosti slaba. Je pa važna ta številka, 5%, ne bi se pač popolnoma ozdravilo po nekih raziskavah. Je pa važna številka, da 40% pacijentov, in to se povečuje, se pa lahko v bistvu pride do znatnih izboljšav, če ti to pravilno zdraviš. Zdaj, naš cilj je tukaj, da mi te pacijente izumeta najhujše grupe, spravno mogoče da srednjo, polni sta srednje, tisto je pa prvo, da se postopoma to gre. Zdaj, prognoza je boljša v mlajših ljudeh, pri zgodnji diagnozi, boljša je prognoza, če je dokazan nek infekcijski vzrok, in pa boljša je diagnoza, če bolezen zelo hitro progresira, recimo ti zelo hitro greš v eno hudo stanje, če pa bolezen počasno progresira čez več let, je pa slabša. Pri diagnozi seveda prepoznati moramo ta splošilni dogodek, prepoznati moramo simptome. Sam pregled je ponavadi normalen, ti pacijent, da tam se gledaš, ne boš nič dokazal. Predvsem pa je važno, da ti identificiraš oziroma da preiščeš vse diferencialne diagnoze, to so druge diagnoze, ki bi bile možne za te simptome, in pa vse komorbidnosti, to so pa ene bolezni, ki so prisotne zraven teh bolezni. Zdaj, ponavadi tako pravijo, da je za diagnozo dovolj v bistvu nenadna utrujenost, ki traja več kot 6 mesecev, ki zmanjša funkcionalnost za več kot 50%, in pa potem še te ostale značilne simptome, ki so našteli. Če dobro vidite, bi sem malo se spravil analizirati diagnostične kriterije. Kot vidite, čez leta jih je bilo več, vsi so probali postaviti. Zdaj bom omenil sem teh ene par, ki se najbolj uporabljajo še do konca. Pri vseh je seveda pomemben nenadna pojava utrujenosti, potem funkcionalne motnje in pa najmanj 6 mesecev te utrujenosti. Tole je en popolna kriterij, to je najstarejši, ki se uporablja leta 1994. In ti kriteriji so vsi dosti problematični, vsaj te pa stari, zato ker nekako ne morejo dobro identificirati teh bolnikov. Naprimer, ta popolna kriterij, če je zelo kompliciran, še ne grupe simptomov, in ti rabiš 4 simptome iz vsake grupe, zelo kompliciran, mislim. Oziroma, tukaj veliko pacijentov pade. V ta kriterij je potem zajetih ogromno pacijentov, ki nimajo te bolezni, imajo pa neke druge kronične bolezni. Plus, takrat še tema sploh poznam, mislim. Potem naslednji je ta kanadski kriterij, če se že prepoznam tem, je pa spet, tukaj so neke stvari, ki so nujne, ti moramo moš imeti bolečino, nujno neke zadeve. Ta je pa preveč specifičen, tukaj pa v bistvu niso zajeli vseh pacijentov. Kriterij, ki bi se pa jaz imel, je pa tale, iz leta 2015, pa prepoznal v bistvu vse tale glavne simptome, torej utrujenost, motnje spanja, PEM in pa ortostatsko intoleranco ali kognitivne probleme. In ta je nekako najbolj natančna diagnostični kriterij. In seveda, zato, ker so ti diagnostični kriteriji tudi nenatančni, so potem tudi raziskave starejše zelo zanesljive. Zato se je treba ponovejših raziskava, predvsem tam 2015 naprej. Starejše raziskave je v bistvu pacient zajetih raziskava vprašanje, če sploh imajo. Tudi najnovejši kriterij je pa ta, britanski, ki so pa zelo podoben temu iz 2015, ampak so pa še zmanjšali, ta je pa nastal po COVID, so pa še zmanjšali v bistvu, koliko časa mora trajati ta utrujenost, zmanjšali na 3 mesece.
Tukaj bi sam preletel na diferencialne diagnoze, tole sem vzel direktno, sem kopiral tabelo iz ameriških smernic, takrat je leta 2015, kateri so možne diferencialne diagnoze, ki potem tudi preizkuješ s temi vsemi osnovnimi testi. To je nek seznam, po moje, kar bi ga vsak osebni zdravnik mogel imeti, pa magar ga vi, pa nesete, pa kažete. Imaš tudi od tega lepo nevrološke infekcijske bolezni, to je lahko sem akutna faza neke infekcijske bolezni, ščitnica, na primer. Te, ki so podčrtane, so tiste, ki so lahko tudi komorbidnosti, torej hipotiroza je lahko tudi komorbidnosti, ni samo diferencialna diagnoza, hematološko obolenja, potem komorbidnosti, predvsem so tukaj hipotiroza, gastrointestinalne problemi, celiakija, razno iritabilno črevesje, potem tudi disbioza, ponovadi so ravnite bakterije v črevesju, ali previsoke, ali prenizke v teh pacijentih, razne alergije, intolerance, pacijenti enormno opažajo, da se začnejo alergije pojavljati. Potem ta mast cell activation syndrome, kot pomenjeno, to je ena taka stvar, do katere pride zaradi povišene permeabilnosti črevesja, ko ti absorbira gluten, recimo, radioprocesirani sladkorji, ko se absorbirajo v kri, potem sprožajo ta mast cell activation, to so neke celice, ki se aktivira tudi pri alergijah, naprimer, in potem sporočajo histamina. Tudi ena taka stvar, to zdaj malo preizkujem. Z dieto se da dosti teh stvari popraviti. Fibromialgija seveda, tem psihiatrični, ko sem že rekel, moramo prepoznati, kaj je sekundarna anksioznost, pa depresija. Pomanjkanje raznih vitaminov, mineralov in teh zadev, s tem potem nadomeščamo. Par testov, to so čisto osnovni, to pomalijo pa res vsak, mogo iti čez te teste, to se to lahko tudi komu pošljem. To je spet iz teh ameriških smernic 2015. Kri, elektroliti, minerali, vitamini, železo, hormoni, ščitnični kortizol, tako naprej. Potem se hran. Res je še dober psihiater, da bi znal to določiti, interesa, ker ni se pa to, da lahko nekako diferencialno diagnozo. Potem pa so še specifični testi, ki so pa specifični za MCFS, oziroma za simptome. Naprimer, monitoring spanja, nočni monitoring, če ti zdraveš, potem te sekundarne disfunkcije spanja, lahko se lahko pacienti izboljšajo, zato je važno, da se to odkrije. Potem ima avtonomni testi, s tem se profesor Delovanovič ukvarja za dokaz podca, oziroma verjetno bo to potem povedal, kaj se odkrije pri teh testih, pa predvsem serologijo za razne viruse in bakterije, ker kot opažamo, da pacienti, ogromno pacientov ima povišene markerje za viruse oziroma bakterije, predvsem za Epstein-Barr, citomegalo. Nekateri, tudi tam najhujši imajo ponavadi že imunoglobulin B povišen, to je tak značuk, ki je v bistvu marker za akutno infekcijo, ampak so pa tudi povišeni imunoglobulini G, seveda. To so pa v bistvu je lahko ali marker za neko reaktivacijo ali pa marker za preteklo infekcijo. Tudi dostakrat se zgodi, da imaš povišen IgG, ampak zdravnik reče, da to je pa zaradi pretekle infekcije. V bistvu so pa ti IgG javno malo povišeni. Vse je povišen, ampak je povišen krat na 100 od nekoga, ki bi imel latentno infekcijo. Ampak je vsem fajn videti, katere vse viruse pa srpine, zato ker če recimo pri boreliji, ampak če smo tako, to se da zelo lepo zdravljati, da ne s takim antibiotikom pa to. Predvsem take bakterije, pa tudi virusi, seveda, tudi zdaj, da bom potem omenil, v bistvu zdaj po long covidu zdravniki v Ameriki vedno bolj se nagibajo k temu, da bi pacientom začeli dajati razne antivirusne, panciklovir, naprimer, aciklovir in nekaj take stvari. Sicer te zdravila ima precej stranskih učinkov, naprej lahko pride do dosti komplikacij, zato je treba to pod monitoringom zdravnika vzemati, ampak opažajo rezultate z raznimi antivirusnimi zdravili. Pa seveda filter EKG, to so tudi specializovana izdelala za razne aritmije, to so slon pri pacientih. Zdravljenje, Ni specifičnega zdravljenja, ni enega zdravila zdaj, ki bi ga dal, pa bi rekel, to bilo zdravilo. Se pa da tudi bolezen zelo dobro kontrolirati in se da res od ene srednje do
dobrega napredka pride. No. Cilji so pa v bistvu, da izboljšamo simptome, da preprečavamo rak pri teh pacientih, pa tudi, da pomagamo pacientom, razumevati in lastno bolezen in da vejo, da jih mi razumemo, tudi bo veliko narediti. Kar se tiče farmakološke terapije, sem rekel, zdaj se nagibajo k razni dolgoročni antibiotični, antivirusni terapiji. Seveda, za vsakega pacienta je individualiziran tretman, ampak to zelo redke klinike, tam v Ameriki, mogoče v Veliki Britaniji je ena, ki se s takimi zadevami ukvarjajo. Poskušajo pa tudi z raznimi imunološkimi zdravili, Italija antigen je ena taka stvar, kjer mislim, da so v Argentini delajo raziskavo, kjer je 30% pacientov popolnoma ozdraveli po uporabi tega zdravila, oziroma zdravilo, ki deluje na eno pot v imunskem odgovoru na virus. Ampak to je tudi še zelo zgodne raziskave, da ste šele zdaj začeli financirati raziskave za taka zdravila. Kar se tiče nefarmakološke terapije, jaz mislim, da tudi zelo lahko pomaga pri pacientih. Včasih, ko so 20 nazaj bila glavna priporočila tukaj kognitivna vedenjska terapija, to je bil včasih zlati standard za zdravljenje te bolezni, ko so še mislili, da je to neka psihiatrična bolezen, oziroma to naprej. Zdaj pa to popolnoma ustrajno, tudi vsi so in Britanci in Američani so popolnoma proti temu. V bistvu lahko privedeš do poslabšanja, ker tudi potem sili še neke napore, lahko še poslabša bolezen. Fajn tukaj je tako imenovan pacing, oziroma neka prilagoditev življenjskega stila. Tukaj seveda mora sodelovati tvoj osebni zdravnik, pa razni invalidske komisije, da pride do tega, ampak to je zelo fajn. Pač vsak pacient mora nekako vedeti, kaj je njegova ovojnica delovanja, v kateri lahko deluje in se mora gledati tega. Potem pa postopoma čez zdravljenje povečuje v bistvu delovanje svoje oziroma napor. Cilj je pa pač, da se izognemo temu. Potem dieta je tudi ena zelo dobra intervencija, nizka v procesirani hrani, v mlečnih izdelkih, v glutenu, v procesiranem sladkorju. In pa tudi kakšna meditacija, recimo, tudi zelo pomaga, kar je taka čuječnost za umiritev avtonomnega živčnega sistema pri enih pacientih, in pa masaža, akupunktura, hipomijazike. Suplementi, nutricionalni, so tudi zelo pomembni pri zdravljenju. To v bistvu se mi zdi, da lahko pacienti sami jemljajo, predvsem minerali, multivitamini, antioksidanti, predvsem je tukaj enzim Q10, pa NADH. Ta dva sta bila dokazana z parimi raziskavami, da v bistvu dovede pa do izboljšanja v teh pacientih, razna zdravila za mitokondrije se tudi uporabljajo. V bistvu cilj je, da tistimi minerali, antioksidanti in vitamini nekako zatreš ta oksidativni stres. Hkrati, oksidativni stres pa infekcije konstantno poškodujejo mitokondrije. Mitokondriji rabijo čas, da se obnovijo. In cilj tukaj je, da antioksidanti pa vitamini nekako držiš ta oksidativni stres, z raznimi antivirusnimi zdravili držiš infekcijo, medtem pa upaš, da se bojo mitokondrije pomogli, mitokondrije z drugimi zdravili. To je ena taka stvar, ko je en del cikla te elektronske transportne verige, ki proizvaja ATP. V bistvu moj point je, da zdravi tisto, kar lahko zdraviš, to je en primer, kaj je zdravo mitokondrije, neko enzim NADH, sigurno priporočam potem antivirusno, z raznimi virostatičnimi antibiotikami. Tega še ni problem, da bi se v bistvu bolj profesor Jovanovič priporočal bolj neke naravne antibiotike, eterična olja pa tako za v bistvu preprečevanje kot antivirusno terapijo. Potem moraš seveda za gastrointestinalni trakt skrbeti z dieto pa probiotiki, resni nočni probiotiki. Antiinflamatorno lahko tudi razne bolečine, razna protibolečinska zdravila. Ostale so pa še na triksomu nizkih dolah, da neče že to slišamo, to ne reči dost jemljenja. Eni pomaga, eni ne, to je v bistvu en antagonist opiatov. Zanimivo stvar.
in pa IV, vitamin B12 tudi pomaga, če ga ne jem. V bistvu je veliko boljša absorpcija. Glutatijon pa B12 predvsem je zelo slaba absorpcija, če ti to jemaš perosno, če jemaš intravetno. Če pa jemaš intravezno, venozno je pa 90% boljša absorpcija. Ja, glutatijon tablete je brez veze. Potem raje takaj prekurzor, ena delno. Glutatijon uživam. Malo še COVID omenimo. Čisto nekaj, ko ste tukaj long COVID oziroma post-COVID sindrom pacientov. COVID je v bistvu ena taka stvar, ki je bila slava za cel svet, ampak za ME/CFS paciente je bila ena taka dobra stvar, ker se je šele takrat začeli to malo omenjati, ker je prišlo kar naenkrat do ogromnega povečanja števila teh pacientov in takrat so pa potem javnosti in zdravniki so mogli to opaziti. In to je bil velik udarc, ne samo za, v bistvu tukaj se še ne vidi, kakšen udarc je ME/CFS, ne samo za paciente, pa zdravniki, ampak tudi za razne gospodarstva, koliko v bistvu enih delavcev izgubimo s tem. Recimo, pri COVID-u 87% pacientov ima vsaj en simptom še 2 meseca po začetku COVID-a, 10-30% ima pa en simptom 6 mesecev po nastanku COVID-a, kar je pa že v bistvu skoraj lahko se klasificira kot ME/CFS, v tem koliko, da se malo predstavljate, koliko v bistvu pacientov s COVID-om ima neko začetno stopnjo ME/CFS-a po 6 mesecih. Je pa tudi važno pogledati, da pri teh long COVID bolnikih, oziroma tisti, ki potem s post-COVID-om sindromom zbolijo, 90% teh je imelo zelo blag COVID, niso imeli COVID-a, niso bili hospitalizirani. In tisti z blagim COVID-om potem dobijo long COVID. Ja, prihodnost te bolezni je pa, že veste, to je na nazivu INEA, je Evropski parlament odobril dodatne sredstva za raziskave, ME/CFS nekaj raziskave, da že potekajo, po naslednjih letih pa kaj rezultate pričakujemo. Tukaj so ene par raziskav, ki v bistvu povezavi z infekcijo ali pa z mitohondrijskimi terapijami. Za konc pa še par številk, ko sem jaz v bistvu vzel direktno iz INEA spletne strani koliko pacientov, v bistvu je Srbija, Norveška, Nizozemska, Nemčija in Velika Britanija. Za Slovenijo ni podatkov, ampak koliko pacientov je v tem trenutku, oziroma to je bilo te podatke so bili še pred COVID-om, toliko pacientov v tistem trenutku ima ME/CFS v teh državah. Zdaj pa, če dodaš še COVID, pa malo računa s Veskom Milovanovičem, naj bi še 200,000 drugih ljudi v Srbiji v naslednjih letih se pojavilo s to boleznijo. Kar pomeni, da je to zelo velika in rastoča težava za paciente, za zdravnike in za gospodarstva po celem svetu. Važno je pa seveda, da poslušamo paciente, da jih razumemo, ker v bistvu ti če ne verjameš paciente že iz prve noč nekaj prišel. Če mu verjameš, pa lahko nekako skupaj prijete do diagnoze, se pacient, ki tudi koncu pomaga. Ja, prihodnost je svetla, jaz mislim. Hvala.